takoj vas pokličem, sam tule vprašam. Sam o tem, kam je danes, kakva je ta nova trasa, pa kakšen je vaš feeling glede tega. Če lahko stopite sam tule pred kamero, tule spremljajo, sem da vam povem. Dobar dan, vi ste domačin tu, zakaj ste zadolženi? Mislim, se mi zdi, da ste v funkciji danes v bistvu. Dobro, ni neka posebna funkcija, jaz sem nekaj odgovoren za to vas, sem predsednik vaše skupnosti Rigonce. No in zdaj smo končno rešili zadevo, da peljemo iz vasi 150-200 metrov stran, novo traso smo naredili, tako da od danes naprej upam, da bojo res begunci hodili po novi trasi, tako da rešimo samo vas, predvsem zaradi otrok, ker to puščajo vse za sabo, ker koli gre, to vse pada od njih, imamo čiščenja od jutra do večera, vse organizacije in tako naprej. Se bojite kakšnih bolezni? Ne, ni nobene bojazni, zaenkrat ni, jaz mislim, so določeni primeri, ampak moram reči, da je malo živčna napetost, pa imajo zaradi tega kakšne probleme, drugače pa nekih nobenih bolezni. To se pravi, zdaj se je malo stanje stabiliziralo, imate ta občutek, da je v bistvu se uteklo? Mislim, da se uteka, da je stanje se zboljšuje, ja. Ker v bistvu do danes zjutraj so jih še čez vas podali. Včeraj jih že niso, včeraj so šli že po novi trasi, ampak potem ni bilo prave komunikacije, tako da so pošli po noči in pa danes zjutraj spet tukaj. Ampak mislim, da zdaj naprej bo pa to urejeno. Kaj pa pravijo domačini, kakšne je v bistvu? Kaj bomo pa rekli, to je višja sila, bi rekel. V bistvu te begunce ali pa izbeglice, kakorkoli že rekli, vse ne more 3000 ljudi, to če oni, dobro, da je sploh policija tako kvalitetna dela, kakor dela. To je rešilo, drugače bi oni hodili nekontrolirano čez vas. Če bi bila nekontrolirana, tako kot je bilo na začetku, v samem štartu, potem bi bilo zelo narodno. Ampak zdaj pa policija to vse pod nadzorom, tako da je to urejeno. V soboto so nekontrolirano hodili, takrat, ko se je začelo, kaj tu čez vas? Ja, začelo se je prejšnji ponedeljek, zdaj ne vem že kaj je bil za en dan, mislim, da je bil prejšnji ponedeljek. Ja, in sam takoj na začetku je bilo to tako, ja. So hodili kar v bistvu prosto? Pa ne, se ni bilo še tako organizirano, je bilo par policajev, sem to ne moraš ostaviti, Zdaj pa, ko je vojska prišla z temi ukrepi? Ne, predvsem policija, Dobro, tudi vojska zdaj pomaga, seveda, po najboljših močeh, ampak predvsem je pa to, ja. Kaj pa, kdo bo pa ščistil vas? Že grejo humanitarne ekipe, Adra, Slovenija, sem jih poslal od kapelice. Da čistijo? In že čistijo vse do tukaj, bojo prišli in bojo vse počistili, ja. Take cilje imamo danes, tako da ne bi bilo čiščeno. Trasa nova je pa tam spravljena, tako da in včeraj smo tudi špricali, zvečer ob 8:30, danes pride še enkrat, ponovno od 12 do 2 ure. Deratizirate? Tako. Kje pa, čez vas? Čez celotno vas do tukaj smo naredili vse. Deratizacijo? Deratizacijo. Kaj to pride z kamionom? Iz Postojne je prišla vojska, ja. Vojska? Slovenska vojska, ja. In je deratizirala to traso? Bila je ekipa ljudi, ne vem, 5-6 ljudi, ki so vse to In kaj pa, dobenega incidenta ni bilo pa med domačini? Ne, med domačini ne, oni med sami pa, ja, ker to je pa tako, to se pa vidi, to je pa Sirci, Afganistanci in pa Iračani, to je čist poseben mentalitet. In se ne razumejo med sabo? Ne, oni se med sabo ne razumejo. Kaj pa, to sem hotel reči, kako ste si pričakovali, da bo Rigonce postale v bistvu najbolj oblegana slovenska vas? No, pričakovali nismo. Pri prvem Jaz bom rekel tako, to je Schengen, to je Schengen. In mi smo že navajeni na ta Schengen, da pač da prehajate med Hrvaško? Da je policija tukaj vedno in to je standardno, ampak jasno.
taka množica ljudi, to pa... Pa zunaj vseh. Tudi takrat prvič, ko je bil prvi val, takrat so hodili tudi v bistvu čez. Ampak takrat Že so pred leti so bežali, ampak policija to uredi, ne. Hitro. To so manjše količine, Pa ne. prvi val je to tudi šel čez Rigonce. Ja. Pa so bili policija, je bil isto tu zbirni center. Ja, tam dol je ta Ključki most Hrvaški, ki je v bistvu, to smo zdaj oddali tukaj 250 metrov, Ja. Ki je na hrvaški strani in Hrvati se Tam spuščajo prehajajo, preko in to je to, ne. Ker dajo jih pred... Mi imamo pa zeleno mejo, mi smo na zeleni meji in Mislite, da bi ograje rešile, kaj je v bistvu tu? mislim, da njih ne more noben reči. Ne more. Zaustaviti ne, to je moje mišljenje, ampak jaz to Mislite, da fizične prepreke tega ne bi rešili? Ne. Vsaj tu v Rigoncih. Ne moreš ti to, pa ne moreš ti pokriti celo zeleno mejo, ne. Jer oni ti reče, ne, tukaj ti gre pa 2 kilometra više. Da se ne da ograje postaviti. Kaj pa, Moje ne, jaz mislim, da ne. kaj pa dol, ko so čez reko hodili, čez stari del... Tam je pa most. Kje je to, ta stari del Dragonije, v bistvu, ne? Mislim, ne Dragonije, Reke Sotle. oziroma Sotle, ja. Reke Sotle, ja. Jaz sem tukaj zdaj ne morem pa... To je kataster, ne, vidite, to drevje tam noter. In tam je reka Sotla, stara struga. Ja. To je stara struga reka Sotla, kjer je zdaj kataster. In tam so hodili... In tam je potalnica udarila gor in so šli tam čez. V potalnico so oni pa noter. Razumete? Namesto da bi šli bolj gor ob Boni, Ob novi strugi Sotle. tako je ob novi strugi Sotle, tam bi bili pa še zdaj. Kaj jih je pa zmedlo, v bistvu? Mislim, da ne... Greva, ja, Ok. greva. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Kaj je to, če smem vprašati, kdo je to? Top TV. Top TV. Pa, kje bo to? Je že bilo v živo, smo bila. Zdajle. Ja. Je že bilo. Gledam nazaj. Na te dva pa na Sijelu smo. Na te dva pa na Sijolu. Zdaj vidiš, da se